Pozdravljeni! Danes se bomo najprej ustavili ob minulem slovenskem kulturnem prazniku. Vse naokrog je bilo kar nekaj proslav in drugih kulturnih dogodkov. Osrednja občinska proslava, kjer so zaslužnim kulturnikom v domači občini podelili tudi priznanja oziroma značke Ksavra Meška, je bila v Veliki nedelji. Letošnjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku sta pripravili Osnovna šola Velika nedelja in njena podružnica v Podgorcih. K sodelovanju pa povabili komorni pevski zbor Kor iz Markovcev ter folklorno skupino iz Podgorcev. Zbrane v velikonedeljskem domu kulture je najprej pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je med drugim povedal: Prav je, da se ob teh dnevih, se pravi ob pričakujočem se kulturnem prazniku, jutrišnjem dnevu, spomnimo, kaj kultura za nas pomeni, kaj kultura pomeni za slovenski narod, kaj kultura pomeni za državo, kot je Slovenija. Zdaj, nedolgo nazaj sem prebiral en članek in v njem zasledil, da smo ena redkih držav, ena redkih narodov, ki kulturni praznik smatramo oziroma imamo kot državni praznik in da ga imamo tudi kot dela prost dan. To nimajo vsi in to je nekako izraženo tudi spoštovanje do naše kulture, do slovenske kulture, do te raznolikosti kulture, ki jo imamo v sami Sloveniji. Priča smo namreč lahko velikemu številu različnih kultur in na to kulturo, ki imamo tukaj pri nas, Prleke, smo seveda tudi mi prav posebej ponosni. Tradicija, kultura, vse to, kar nas je zbližalo, vse to, kar nas povezuje, vse to, kar nekako krepi našo medsebojno sodelovanje, povezovanje, je tisto, kar smo skozi kulturo doživeli. Jezik, kultura, glejte, je verjetno ena izmed tistih bistvenih zadev, na katero smo lahko z tega stališča ponosni, da smo zdaj, kjer smo, da smo takšni, kot smo in da sploh
slovenski narod kot tak in slovenska država obstaja. Tako kot vsako leto pa so zaslužnim za delovanje na kulturnem področju podelili tudi nagrade oziroma značke Ksavra Meška. Komisija je odločila, da se letos podeli 9 značk, bronasta, 5 srebrnih in 3 zlate značke Ksavra Meška, ki jih je zaslužnim podelil župan Danijel Vrnjak. Tako je bronasto značko prejela Mineja Rudolf, članica Turistično-kulturnega društva Miklavž pri Ormožu, ki si je značko prislužila kot igralka, a tudi kot vestna maskerka v tamkajšnji igralski skupini. Srebrne značke Ksavra Meška so prejeli Kristjan Dokša, član Kulturno-športnega društva Dobrava, ki v društvu deluje od leta 2001. Začel je kot član moškega pevskega zbora, kmalu pa se je izkazal tudi kot igralec v dramski skupini. Srebrno značko so namenili tudi Ivanu Bezjaku, prav tako članu Kulturno-športnega društva Dobrava, ki je kar 19 let aktivno sodeloval v moškem zboru. Preizkusil pa se je tudi kot igralec. Kulturno-športno društvo Dobrava kot zelo vestnega pevca, a tudi igralca ceni Stanka Vuka, ki je društvu zvest več kot 22 let. Srebrno značko je prejela tudi Mihajla Hržič, ki se je izkazala kot igralka v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja, ki mu je zvesta od leta 2006. Srebrno značko pa je prejela tudi Stanka Nidorfer, prav tako že od leta 2005 aktivna članica oziroma igralka v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja. Ker je bila odsotna, je značko prevzel predsednik društva Anton Žumbar. Zlate značke Ksavra Meška pa so letos namenili Marjanu Fegušu, članu Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci, ki v društvu beleži več kot 20-letni stalež. Izkazal se je kot član pevskega zbora, član dramske skupine, a je tudi ustanovitelj Ivanjkovske ljudske godbe, brez katere v Ivanjkovcih ne mine nobena prireditev več. Na predlog Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož pa je zlato značko prejela tudi Ana Javšovec, članica Kulturno-prosvetnega društva Anton Trstenjak Hum in mojstrica v izdelavi rož iz skrep papirja. Gre za neprecenljivo kulturno dediščino, ki jo Ana Javšovec na številnih delavnicah z veseljem prenaša na mlade rodove. Zlato značko Ksavra Meška pa je prejela še Štefka Šoštarič, dolgoletna aktivistka v Kulturno-športnem društvu Dobrava. V društvu deluje vse od ustanovitve in še danes predstavlja gonilno silo društva. Od leta 2011 do leta 2018 je bila tudi predsednica društva. Je soavtorica zbornika, ki ga je društvo izdalo ob 20-letnici delovanja, in članica, ki poskrbi za vse, da društvo nemoteno deluje. Štefka Šoštarič se je po podelitvi priznanj v imenu vseh dobitnikov tudi zahvalila za pozornost in čast, ki je na tak način bila izkazana vsem, ki se trudijo, da amaterska kultura živi in razveseljuje. V svojem govoru se je dotaknila pomena praznika in ljubiteljske kulture. Med drugim je povedala: A kultura ni samo praznik. Kultura je pesem, zgodba, slika, je nasmeh, lepa beseda. Kultura je spoštovanje, tradicija, je druženje. Je tista sestavina naše družbe, ki krepi medsebojno zaupanje. Brez kulture bi bilo naše življenje pusto in osiromašeno. Neločljiv del slovenske kulture je ljubiteljska kultura, ki ima veliko zaslug za ohranjanje dobrih odnosov in spoštovanja med ljudmi. Je odprta za preplet generacij od otrok, mladostnikov, srednje generacije do starejših. Poteka medgeneracijski ustvarjalni naboj
v vseh smerih. Pri svojem delu vključuje vse oblike svetovalne in mentorske dejavnosti. Pomeni vseživljenjsko učenje, ki ni le učenje iz knjig, ampak tudi spoznavanje in predajanje kulturne dediščine in običajev. Ljubiteljska kultura ni posel, je način življenja, ki prehaja iz generacije v generacijo. Da pa se pri tem ne opira na profesionalnost, ne pomeni, da zapostavlja kriterije, kvalitete in izvirnosti. Kvaliteta ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja mora vendarle ostati na prvem mestu, a včasih je to težko ohranjati v improviziranih pogojih dela. V kulturnih društvih po državi deluje veliko zanesenjakov. Veseli in ponosni smo, da tudi v občini Ormož delujejo številni člani v raznih društvih. Veliko energije, dobre volje in prostega časa vložijo v ljubiteljsko kulturo. Trudijo se, da nastajajo rezultati, ki si jih želijo. Veselijo se svojih nastopov, srečanj, koncertov. In kdo in kdaj naj v nas pobudi ljubezen do kulture, tudi do ljubiteljske kulture? To je potrebno negovati že pri najmlajših. Že z branjem, igro in druženjem otrokom širimo obzorja, prizgajamo in spodbujamo interes za različne kulturne vrednote in odnose. Tako otroci oblikujejo svoj značaj, navade in stališča. V njih najdemo potencijale in jih razvijamo. Pomemben prenašalec kulture je šola. V kulturno udejstvovanje učencev so tako vključeni njihovi starši, stari starši, mentori. Sleherni učenec doživi čar kulturnega ustvarjanja in izziv javnega nastopa na kulturni prireditvi. Prav to je bistveno za njegovo socializacijo. To bo odnesel s seboj življenje, prej kot karkoli drugega iz šolske dobe. Ostanejo zvesti kulturni potrošniki in ustvarjalci. Mnogi, tudi dolgoletni člani ljubiteljske kulture. To lahko potrdim tudi sama. Vendar kdaj v življenju želja po nastajanju in kulturnem udejstvovanju pristane pred skoraj zaprtimi vrati, se našo notranjost napolni v druge obveznosti, služba, družina, kariera. Ko se spet odprejo nikoli zaklenjena vrata, ko se spet pridružimo skupini, nas nekaj žene naprej, da ustvarjamo in se predajamo kljub vsakodnevnim obveznostim. Ob tem se pogosto vprašamo, zakaj vse te vaje, nastopi, gostovanja, vse brez plačila. Odgovor dobimo takrat, ko pri sebi začutimo srečo v prijateljstvu, druženju in aplavzu naše zveste publike, za kar smo ji neizmerno hvaležni. Svojim delovanjem popestrimo marsikatero kulturno prireditev. V taki obliki ljubiteljskega delovanja najdemo smisel svojega življenja. Življenja, ki nas bogati v lepih in manj lepih trenutkih. V kulturi je našel smisel življenja tudi dolgoletni ormoški kulturni delavec, učitelj, igralec, pevec, mentor, režiser, gospod Milivoj Zemljič. Ustvarjal vse do svoje smrti leta 2015. Ob njem je zraslo veliko članov ljubiteljske kulture, igralcev, mentorjev, režiserjev. Zato mu velja naš velik poklon. Hvala vsem, ki ste prispevali kamenček v mozaiku slovenske kulture. Hvala vam, zbrani na današnji slovesnosti, in vsem,
ki s svojim obiskom nagrajujete ustvarjalce kulturnih dogodkov in jih tako spodbujate k nadaljnjemu delu. Želimo, da bi nam pri tem delu materialno in prostorsko nas podpirala tudi lokalna skupnost. Vse kultura se prične v majhnih sredinah in ne na visoki državni ravni. Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju. Sledil je kulturni program, ki je predstavljal splet izbranih besed, petja, glasbe in plesa. Šolarji in njihovi mentorji ter vsi sodelujoči v kulturnem programu so tako znova dokazali, da vedo in zmorejo pripraviti vrhunsko kulturno doživetje, ki je obogatilo minuli praznični čas. V knjižnici Franca Ksavra Meška so tudi letos ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili dan odprtih vrat. Knjižnica je bila polna obiskovalcev, kar je ormoške knjižničarje zelo razveselilo. V ormoški knjižnici zanimivih dogodkov ne zmanjka. Gre za način, da ormoški knjižničarji v svoj hram kulture privabijo čim več obiskovalcev. Odlično obiskan je tako bil tudi dan odprtih vrat, ki so ga pripravili ob slovenskem dnevu kulture. Ja, zelo smo veseli, da imamo ob tej, torej ob 1 uro odprtosti, pa je že v knjižnici vsaj 100 ljudi. Tako da nas res veseli, da se naši uporabniki odzovejo. Prav je, da imamo knjižnico odprto na naš največji praznik v leto, to je kulturni praznik. Nekako jim vsako leto skušamo se približati. Pa tu niso pomembni samo dogodki, ki jih organiziramo v tem dnevu. No, letos imamo 2 dogodka. Vedno je nekaj pripravljeno za mlade uporabnike, torej za mlade obiskovalce, in pa potem tudi pripravimo za odrasle. Dobro je, da knjižnico tudi pridejo obiskati, če med tednom med svojim natrpanim delovnikom ne odtegnejo, da pogledajo vso to zbirko bogatega gradiva, ki ga hranimo v ormoški knjižnici. Pa ni tu samo leposlovje, ne? Tu so tudi druge knjige, ki so s področja umetnosti. Naj bo ta dan res posvečen kulturi, celotni umetnosti, književnosti. Seveda so za nas najpomembnejše knjige in pridite, vzamite kakšno v roke, s knjigo rastete. Knjiga tudi spreminja življenja vaša lahko. Marsikaj dobrega vam prinesejo knjige.
Poleg dobrega vzdušja, ki ga v knjižnici vedo vedno na nek svojstven način ustvariti, je dogajanje na dan odprtih vrat popestril še nastop godalnega kvarteta pod vodstvom Slavka Petka. Knjižnica je na dan odprtih vrat obiskovalce sprejemala od 9. do 14. ure. Ob 10. uri so si mladi obiskovalci lahko ogledali gledališko predstavo, pripravljeno po korejski narodni pravljici Babica marmelada v izvedbi Jane Rep in Petre Bauman. Za odrasle pa so ponudili možnost ogleda fotografij ljubiteljskega fotografa Tomaža Bolcarja, ki je fotografijo in vse, kar mnogi ujeti trenutki človeku nudijo, vzljubil že v rosno mladih letih. Tomaž, kdaj si se pravzaprav začel ukvarjati s fotografijo? Ja, dolgo tega že. Dolgo tega, ja, na Zenitu, ruskem aparatu, ne, znanem na smeni. Pol pa dolgo časa ne, no zdaj pa recimo, kaj bi rekel, 20 let nazaj tudi bolj intenzivno. No, ja. Slike so umetniške, ne? To pomeni, da verjetno je ta žilica že kar tlela, ne, v tebi dolgo. No, to je taka huda ocena, ne? To jaz ne bi rekel, ampak tak je, ja, če se gibaš v naravi, če znaš opazovati, te pač prime, da bi tiste trenutke ovekovečil, ne? In to je fotografija, ne? Ne ti pravi trenutek, ne ti teme ni problem najti, to je v naravi vsak dan, tudi v vsakem vremenu, ne. Gotovo se v letih do danes nabralo teh fotografij še in še, jih sploh preštevaš, recimo, vsaj tiste, no, ki se ti zdijo izjemne? Ne preštevam. Ne, vse slike je tudi po vsake, bi rekel, vsakem izletu, ko je fotoaparat zraven, jih je preveč, ne. To smo pač vajeni, novi mediji to seveda omogočajo, ne. Včasih smo pač mogli biti skromni, ne, pa posnet 36 posnetkov, ne, koliko se je pač imel filma, ali pa 24, ne. Takrat nisi tako razmetaval, ne. Zdaj pa so seveda gigabajti in to lahko eno rožico, ne, za 4 zornih kotov posnameš, ne, in tako dalje, tako da. No, mi smo generacija, ko smo res imeli še filme in ko so se fotografije razvijale, ne, pri fotografih. Koliko je razlike v tej tehniki? Mislim, razlika je seveda velika, pa govorim o čaru, ne, recimo, ki ga je včasih dajala fotografija in danes, ki je torej vse tako na brzino. Ja, moram reči, jaz nisem take vrste fotograf, da bi se spoznal na tisto staro, ne. Mi smo takrat enostavno posneli, dali razvijati hozjanje, ne, in je bilo to, ne. Zdaj, tisti fotografi, ki so pa ustvarjali od posnetka do tega, da so sami v temnicah razvijali, ne, tisti pa verjetno bi ti znali kako drugo zgodbo povedati, ne. Ne vem, jaz sem bolj za to, bolj za današnjo tehniko, ne. Bolje je take, ne rabiš biti grozno pametni, tudi cenejše, ne. Predvsem, ne, taka, če si hotel imeti doma fotostudio, ne, to je bilo kar precej denarja pomenilo, ne, in tudi nisi, ne vem, danes je pač treba imeti računalnik, ki ga pač vsak ima, ne. In jaz pa pač prisegam glavno na to, da slika nastane na terenu, ne. Jaz se kasneje ne ukvarjam več z fotografijami, taka je, kot je nastala, ne. In kaj je danes na ogled tukaj v knjižnici? Ja, pripravil sem pokrajinske fotografije tega našega okolja, malo nižjih planin, bi rekel, teh razpoloženjskih tule z Drave, z naših goric. Drugi del pa so seveda fotografije, ki so nastale v Kamniško-Savinjskih Alpah, na Kokarskem sedlu pa bližnjih vrhovih, ne. Tam sem oskrbnik planinske koče, torej Zoisove koče na Kokarskem sedlu, že 7 sezon in se kar nekaj teh slik nabralo v prostem času. Nekaj jih je tako Tomaž Bolcar na dnevu odprtih vrat ormoške knjižnice podelil tudi z obiskovalci, ki pa so prisluhnili tudi opisom in zgodbam v zvezi s fotografijami. Vsaka ima namreč neko zgodbo, ki se je avtorju vtisnila v spomin. Sicer pa je dan bil namenjen tudi sposoji ali vračilu knjig.
Tako kot vsako leto je knjižnica od lani spet bogatejša za določeno število dodatnega gradiva. Ja, 3999 novega gradiva imamo več v letu 2018. To so zelo natančne številke, kar smo končali z našimi letnimi statistikami. Kako pa ste se obnesli enoti v Ivankovcih in v Svetem Tomažu, pa seveda v Središču? Ja, kar obiskujejo uporabniki tudi vse te naše 3 organizacijske enote. Seveda so različne kategorije uporabnikov po posameznih krajevnih knjižnicah. Naj povem, da Tomaževsko obišče največ mladih uporabnikov, medtem ko pa Središko najbolj obiskujejo predvsem zaposleni in pa upokojenci. Vse povsod so malo drugačna gibanja, drugačni uporabniki, tudi temu sledi izposoja gradiva, ki je seveda drugačna po organizacijskih enotah. So sprejete, pride kar precej ljudi, 3-krat tedensko so vse odprte, tako da smo veseli. In koliko vas je zaposlenih v knjižnici Ormož in potem tudi v organizacijskih enotah? Ja, vsega skupaj nas je strokovnih delavcev 7,8. To je skupaj z organizacijskimi enotami. Po organizacijskih enotah so zaposlene bibliotekarke s polovičnim delovnim časom. V glavnem za vse je poskrbljeno, za čtivo različnih žanrov, za primeren delovni čas in za številne dogodke, med katerimi so tudi različne predstavitve novih knjižnih del in nemalo zanimivih gostov, ki svoja dela tudi v Ormožu radi predstavijo. Ob slovenskem kulturnem prazniku je Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, enota Ormož, pripravil razstavo z naslovom Likovno bogastvo kolonij pri Svetem Tomažu. Gre za retrospektivno razstavo posvečeno spominu na likovne kolonije, ki so 20 let potekale v idiličnem okolju Svetega Tomaža. Želja je, da se po 11 letih znova obudi likovna kolonija pri Svetem Tomažu. Likovne kolonije v Svetem Tomažu so vse od leta 1983 pa do 2008 bile veliki dogodki in so pomenile srečanja tako ljubiteljskih kot akademskih slikarjev domačih, kmalu pa so se kolonij udeleževali tudi umetniki iz tujine. Veljalo bi poudariti, da se prav s udeležbo na likovnih kolonijah veliko umetnikov prvič srečalo s pokrajino Slovenskih goric in Prlekijo in da so se radi vračali. Skoraj vedno pa so seboj pripeljali še koga. Prvo likovno kolonijo so v Svetem Tomažu prvič organizirali leta 1983 in sicer na pobudo tamkajšnjega prosvetnega društva Ivan Cankar ter učiteljic tamkajšnje osnovne šole Vinka Megla, Alenke Čurin Janžekovič, Anice Rajh, Zlatke Majcen, Irene Rakuša, Irene Korenčič in drugih. Zametek je bila razstava dele ljubiteljskega kiparja in rezbarja domačina Ivana Lukačiča, ki jo je dopolnjevala razstava ročnih del in kulinaričnih dobrot tomaževskega aktiva kmečkih žena. Alenka Čurin Janžekovič z veseljem strne spomine na čas likovnih kolonij v Svetem Tomažu. Joj, prekrasne spomine. Veste, da spomini so vedno lepe, ampak ti so posebej lepe, zato ker so zelo, zelo vezane na ljudi, na čustva, na barve, na svetlobo, ne vem na kaj, v glavnem enkratni, nikoli jih ne bom pozabila, nikoli. Kako pa ste sploh prišli na idejo? Ojoj, to pa je že tako dolgo nazaj, da veš, tako bom zdaj rekla, mlad učitelj, mlada učiteljica, to se je začelo, kot ste slišali, leta 1983, kot mlada učiteljica, to se pravi 3 leta sem bila pri Tomažu, mi je najbrž bilo dolg čas, pa sem razmišljala, kaj bi bilo dobro, da še pri Tomažu postorimo. Glej, pa smo se z kolegi pravzaprav, predvsem z učiteljicami,
ki jih danes žal ni tukaj, odločili, da bomo krajevne praznike nekako polepšali, podaljšali, dodali neko vrednost in smo se takrat odločili, da bomo začeli z slikarskimi kolonijami. Najprej zelo previdno, najprej smo povabili domačina Lukačiča, ki še danes ustvarja, najbrž ga poznate. On je takrat razstavljal svoje te rezbarije, potem so razstavljale vedno kmečke ženske, one so itak carice na tem področju, kot temu rečemo, prehrano, potem ročna dela. Ja, potem tretje leto pa nam je že bilo malo to dolgočasno, pa smo rekli, zdaj pa gremo malo širše, To je bila Jugoslavija in veste, kaj je zanimivo? To, da so v tistem času imeli po podjetjih, so imeli predstavnike za kulturo in na tiste sem se obračala, da sem dobila pravzaprav nekako namig, kdo pa v našem okolju sploh slika, kajti meni se sanjalo ni, kdo so slikarji, In se spomnim nekaterih imen, kot recimo, zdaj pa mogoče nobenega ne bom vedela, pa boljše, če z imeni ne operiram, ampak to mi je fascinantno, v Jugoslaviji, v podjetjih smo imeli ljudi, ki so se s tem ukvarjali. In potem seveda naša Mimica Pišek, ki je dala za kulturo svoje življenje, tako rekoč. Z njo smo potem našli in prišli do vseh teh slikarjev, ki so šli skozi našo kolonijo. Hvala lepa, izrazili ste seveda tudi željo, da bi se vse skupaj nadaljevalo, boste sodelovali? No, te želje nisem izrazila jaz, ampak jo je izrazil župan. Ja, res me je o tem že nagovarjal. Jaz sem obljubila, da bom pomagala, nikakor pa več ne bom tista resna gonilna sila, ker gledajte, za mano je ostalo pri Tomažu toliko mladih, sposobnih ljudi, ki verjamem, da bodo sposobni to nadaljevati in če se bodo združili recimo z gospodom Bohomilom in tako naprej in z Jasno, verjamem, da bo to teklo super naprej. Da bi posejal svetle kaplje upanja, a dež me je izdal. In ne vem zakaj, čakati je tako težko, da se zlije reka nad menoj. Kaplje sreče, boleče dni, veter sem, da jih razprši, na vse strani med se ljudi. Kaplje sreče boleči, sejal jih bom, dokler ne doživim, da poletim in oživim moje srce. V kulturnem programu sta sodelovala glasbenik Primož Kirič, kot član Tomaževskega kulturnega društva Franc Ksaver Meško pa je zbranim v Beli dvorani grajske pristave skupaj s hčerko prebral nekaj misli, posvečenih lepotam domačega kraja. Lepotam seveda, ki so jih na platna v 20 letih upodabljali številni umetniki. V 20 letih je nastalo kar 340 likovnih del. Nekaj teh del hranijo v zavodu Marjanišče v Veržeju, nekaj jih hranijo v zgradbi domače občine, nekaj v centru starejših občanov in v psihiatrični bolnišnici v Ormožu. Posamezna dela pa krasijo tudi nekatere domove naokoli.
Nekaj del pa so sedaj razstavili tudi v Ormožu. V spomin na nekdanje likovne kolonije, a tudi za vzpodbudo, da jih po 11 letih obudijo. Vsekakor obstaja ta možnost, glede na to, da imamo tudi ljudi, ki bi želeli v tej koloniji delovati. Imamo kar nekaj slikarjev, umetnikov, ki so se nekako že priglasili k tej moji želji. Ravno v teh trenutkih, ko smo tukaj v tej lepi dvorani v Ormožu, pa smo se z predstavniki sklada, Ormoškega območnega sklada za kulturne dejavnosti in našim tipom pogovarjali in dogovarjali, da bomo poskušali zadevo speljati zelo hitro, tako da danes lahko obljubim, da bomo drugo leto, maja meseca, že imeli prvo kolonijo, novodobno bi rekli, se pravi v novi sestavi, tudi zato, ker smo slišali, da se bo Alenka angažirala in pomagala. Se pa ob tej priložnosti res želim njej za to njeno življenjsko delo zahvaliti. Vem, da je v to vložila ogromno dela, ogromno truda in glede na njeno zdravje, kakršno je, verjamem, da je naredila več, kot bi kdorkoli lahko mislil. Občina bo torej zagotovila finančna sredstva. Zagotovili bomo tako prostorske, bi rekli, rešitve, pa tudi sredstva, ki so za to potrebna. Je pa res, želim si, da bi se v tej koloniji našli prvenstveno domači, tukajšnji prleški umetniki, slikarji. Nekaj se bo seveda povabilo tudi zunaj, ampak poudarek dajmo lepi prleški deželi, Slovenskim Goricam, kot smo danes slišali, takrat bo to imelo svoj pomen, svoj smisel in potrditev tistega, kar si danes srčno želimo. Kako pa bi tehnično izpeljali? Verjetno bi torej vaša turistična pisarna prevzela organizacijo za te kolonije. Ste razmišljali o tem? Ja, v bistvu smo že razmišljali, ampak danes pa še v bistvu nekako, mislim, da že padla skoraj končna odločitev. Glede na to, da zelo dobro sodelujemo tudi z javnim skladom za kulturne dejavnosti območne izpostave Ormož, se pravi z gospod Barbaro Podgorelec. Tudi jaz osebno, čeprav delam v turistični pisarni, sem tudi v svetu javnega sklada. In ravno sedaj sva po koncu prireditve sva pristopila k županu in nisva prej upale javno povedati, ampak ko sva tako sedele pa gledala gospod Alenko, po vse te ljudi, po vse te umetnike smo se pogledali in smo rekli bova spet pri Svetem Tomažu obudili likovno kolonijo. Sicer, kot sem že omenila, nismo upale povedati javno, ampak zdaj smo vprašali našega župana, tudi on je pripravljen zadevo podprti. Tako da drugo leto, v času maj-juni, takrat, kot so potekale pri Svetem Tomažu kolonije, v tistem času, se nekako zavezujem, bom zdaj rekla, da bomo nekako poskusili oživeti in da bodo spet likovne kolonije pri Svetem Tomažu. Kjer je volja, tam je pot, ne? Nikoli nismo pri organizaciji samim, so dobri ljudje, ki pomagajo. Kot je gospa Blanka dejala, smo se spogledale in smo rekli bomo, župan se strinja, tako da se bomo potrudili in nadaljevali tudi to pot. Napovedano, da je bilo, da bi torej morda že maja lahko bila, se pravi ena spomladanska in ena jesenska likovna kolonija v naši okolici. Se zdi kar lepo, ne, se sliši? Ljubiteljska kultura bogati duha, bogat duh nam je potreben, tako da ja, maj, juni, prihodnje leto pri Tomašu, letos pa že oktobra spet na Maleku, tako. Razstavo likovnih del nastalih v času likovnih kolonij pri Svetem Tomažu si v grajski pristavi lahko ogledate vse do 5. aprila. Pripravo razstave je finančno omogočila občina Ormož, kar pomeni, da umetnost ne pozna meja, niti zavisti, da je tomaževska občina našla še eno pot, kako tudi skozi obuditev likovnih kolonij poskrbeti za promocijo svojega prelepega kraja. Verjetno pa je za nekatere praznik tudi Valentinovo. Darilce svoji ljubljeni osebi ste lahko pripravili tudi sami. Kako pa se je bilo možno naučiti na Valentinovi delavnici, ki jo je znotraj projekta Danes za jutri v sodelovanju z Ormoško ljudsko univerzo v Svetem Tomažu pripravila turistično-informativna pisarna Sveti Tomaž.
Med animacijskimi delavnicami medgeneracijskih druženj ter izmenjave znanja in veščin, ki jih znotraj projekta Danes za jutri izvajajo partnerji podjetje Zenjak, komunalno podjetje in Ljudska univerza Ormož, je v Svetem Tomažu potekala še ena zanimiva delavnica, ki so jo pripravili v koordinaciji tamkajšnje turistično-informativne pisarne. Tokrat so udeleženci pod mentorstvom Karin Hrga s Prerada pri Polenšaku izdelovali Valentinova darila. V bistvu je šlo za paket, v katerega so zložili izdelke, ki so jih tudi sami izdelali. Dišeče milo, praline in različna eterična olja, ki lahko pridejo prav pri masažah. Udeleženke oziroma udeleženec delavnic so pod vodstvom mentorice kar hitro poprijeli za delo. Tako da se je kuhalo, ulivalo, rezalo, oblikovalo. Na prvi pogled se je ustvarjanje zdelo kar precej zapleteno, čeprav mentorica pove drugače. Ja, v bistvu je zelo enostavno. Zdaj recimo čokoladne praline, stopimo samo čokolado nad vodno paro, dodamo kako maslo, olje, malo eteričnih olj za tisto piko na i, nalijemo modelčke in se ohladijo. Kaj pa mila, mila, srčki in ne vem, kaj vse je bilo. Pol malo domišljije, uporabimo kakšne dodatke, kakšne suhocvetje, lahko zdaj danes delamo s papirčki, pač karkoli lahko se uporabi tudi čez poletje, mogoče kakšne školjke naberemo, v naravi najdemo polno vsega. No, kako pa torej bi naj uporabljali eterična olja za masaže? Za masažo, odvisno kakšen učinek želimo doseči, eterična olja nas lahko sproščajo, poživijo, malo prebudijo telo, odvisno pač kaj si želimo. Najlažje je, da se nanašajo na stopala, ker imamo refleksne točke, v bistvu za celo naše telo. Potem hrbtenica, imamo tudi vse oživčeno in tako najlažje prije v naše telo, lahko tudi na kakšne pulzne točke preko našega nosa. No, če sem prav razumela, ste pravzaprav zaradi neke potrebe v družini prišli do vseh teh znanj, ne? Zakaj pa vam je pomembno, da jih posredujete tudi dalje? Ja, mi smo prišli v bistvu zaradi naše hčerke do eteričnih olj, ker so pa zelo kvalitetna, zelo uporabna na vseh možnih področjih. Je zelo fajn, da lahko delimo tudi z drugimi, pač naše res super izkušnje in vidimo tudi pri ostalih potem tisto zadovoljstvo in je to res nekaj super, ne? Izmenjava znanj in veščin pa je seveda, tako kot je bilo povedano, tudi cilj takšnih delavnic. Zlatka, ste se naučili kaj novega danes na teh delavnicah? Te delavnice so zelo zanimive. Najbolj všeč mi je izdelava naravnega mila, ker vedno, ko sem prebirala kakšna navodila, so se mi zdela zelo zapletena. Danes pa sem tukaj se naučila, da lahko na zelo enostaven način res super milo izdelaš. To pomeni, da je vseeno veliko možnosti, da se človek še vedno nauči kaj novega. To pa drži. Vsak dan se učimo, velikokrat rečemo in danes so kar 3 zanimive stvari, ki bom jih pa v kratkem uporabila v domači uporabi in domači kuhinji. Gaja Ravšelj, kaj si se ti naučila danes tukaj na delavnicah? Škatlice in kekse pečti. Torej, marsikaj se danes tu dogaja. Ti je všeč? Ja. No in to škatlico prelepo, ki si jo danes izdelala tukaj, komu jo boš podarila? Moji mrzli sestrični. Pričakuješ, da boš tudi ti dobila kakšno podobno darilo? Mogoče. Gotovo pa bo tako, kot vsi ostali udeleženci Valentinovih delavnic, Gaja imela darilo pripravljeno. Ideja za delavnice je prišla s strani Ljudske univerze Ormož. Ljudska univerza je namreč partner v projektu Danes za jutri. Tjaša, kakšna pa je tvoja naloga danes tukaj? Ja, poleg vse koordinacije in organizacije tega dogodka sem se zdaj našla tu pri papirnatem delu, kjer izdelujemo škatlice za ta naš Valentinov paket in izbiramo barve, potem izrežemo s šablono te škatle, da bomo lahko vsebino, ki jo ženske izdelujejo v kuhinji, potem vstavili v te škatlice. To pomeni vse, kar se potrebuje za eno tako fino, lepo darilce,
praktično pravzaprav si boste nocoj tukaj izdelali? Ja, za ves material smo poskrbeli, ne samo za tisto, kar bomo dali, tudi tako, kot sem že rekla, za te škatlice, vse smo sobo prenesli, tako da bo ta Valentinov paket potem pripravljen za darilo. No, znotraj tega projekta od danes za jutri je bilo že kar nekaj delavnic. Kakšna pa je udeležba, kakšno je vaše mnenje, recimo, kakšni so zaključki, izsledki vseh teh delavnic? Zdaj, kot vidite, danes je zelo dobro obiskana delavnica in če pogledamo tako poprečno, bi rekla, da so vse več ali manj dobro obiskane. Gre tudi za tako vsebino, ko je ljudem zanimiva in potem se pač potrudimo, da tudi take vsebine ponudimo, da je zanimivo potem, da je tudi odziv. Pri izpeljavi delavnic je pomagala tudi Tomaževska turistično-informativna pisarna, ki v smislu vzpodbujanja različnih dogajanj v domači občini vedno z vso vnemo skoči na pomoč. Kaj takšne delavnice pomenijo vam in seveda vašim domačinkam? Ja, v bistvu jaz mislim, da kar veliko, glede na to, da pred časom mogoče sploh tovrstnih delavnic nismo organizirali, tako da zdaj v zadnjem času kar veliko sodelujemo z Ljudsko univerzo, tako da je že kar, mislim, da to 4. delavnica zdaj v zadnjem času in v bistvu predvsem to, da nekaj tudi k Svetemu Tomažu pripeljamo, da ni potrebe iti domačinom v Ormož ali kam drugam, tako da z udeležbo smo tudi zadovoljni, tako da jaz mislim, da bomo kar nadaljevali s tem. In kakšno vlogo ima tu turistično-informativni center? V bistvu jaz kot delavka, kot vodja turistične pisarne, smo v bistvu se povezali z Ljudsko univerzo, jaz imam nekako ta del organizacijski, se pravi prostor, vse zorganiziram, potem delavnico, sama izvedba delavnice pa je potem se strani Ljudske univerze, tako da vsak nekaj. No in kaj konkretnega ste se vi naučili nocoj oziroma danes? Ja, danes, glede na to, da smo v mesecu februarju, 2 dni pred dnevom zaljubljenih, smo se odločili, da bomo naredili delavnico na to temo. Torej smo nekako 3 stvari danes naredili in sicer izdelovali smo milo z raznimi eteričnimi olji, potem masažno olje in pa čokoladne praline. Seveda bomo to potem na koncu zapakirali v en tako lep paketek in zdaj lahko bomo to potem komu podarili ali bomo preprosto imeli za sebe. Res pa je, da mislim, da ne vem, če bomo glih pakirali čokoladne praline, ker mislim, da bodo kar pošle, preden si jih bomo odnesli domov. No, tako je tudi prav, ne? Ja, točno tako, saj zato pa je to. Kakorkoli, šlo je za prijetno druženje vseh generacij, za skupno ustvarjanje in učenje. Če ne drugo, pa bo za Valentinovo ostal lep spomin na še en prijeten, družaben dogodek. Občinski odbor Nove Slovenije Ormož oziroma predsednik Alojz Sok je sklical tiskovno konferenco, kjer je pojasnil nekatere odločitve iz časa njegovega županovanja. Bivši župan občine Ormož in predsednik občinskega odbora Nova Slovenija Alojz Sok je sklical novinarsko konferenco, na kateri sta se mu pridružila vodja svetniške skupine dr. Simon Kolmanič in svetnik Jožef Cajnko. Kot je pojasnil uvodoma, je novinarsko konferenco sklical, ker ne more mimo očitka, da ima občina Ormož dolgo zgodovino težav na gradbenih projektih. V nadaljevanju je potem pojasnil potek težav okrog gradnje prizidka k športni dvorani na Hardeku. Med drugim pa je dejal tudi, da obžaluje, ker občina ne bo nadaljevala s ureditvijo Jeremičevega mlina. Dr. Simon Kolmanič pa je izrazil nekaj pomislekov ob odstavitvi Gorazda Ladineka z mesta direktorja občinske uprave. Bi najprej rad pojasnil, zakaj sem se pravzaprav odločil sklicati to tiskovno konferenco. Naj bi rad namreč danes na tej tiskovni konferenci govoril nič kritičnega o vsem, kar se je zgodilo v zadnjem času. Rad pa bi povedal, da so me nekatere izjave, predvsem liste mladi, ki pravijo, da naj skupaj gradimo Ormož, pa tudi župana je v tej smeri kar precej zaneslo.
nekatere njihove izjave in sicer zapisane v časopisu, v dobesednem govoru, tako da je to tudi bilo rečeno, da ima občina Ormož dolgo zgodovino težav na gradbene projekte. Mislim, da je to za mene, ki sem 12 let delal na številne projekte in da ti, ki so to izjavo dali, po moji oceni, pa se upam iti staviti, ne vejo našteti 1/5 vseh projektov. Težko poslušati potem od teh mladih ljudi takšni očitek, da imamo dolgo zgodovino. Zato bi mogoče trebalo spomniti, da je recimo občina Ormož ena redkih občin, kjer je projektantka grajske pristave za svoje delo v Ormožu dobila Prešernovo nagrado. In nemalo dela je bilo vloženo v številne projekte. Jaz sem zdaj, ko imam veliko časa, bom tudi enkrat naredil en pregled vseh teh 12 let, da zdaj še tega nisem uspel narediti. Ampak bom potem lahko enkrat dejansko primerjali, ker ne bom si dovolil, da bi na to tako lahek način se kritiziralo tisto, kar je bilo v preteklosti in to na nekem dejstvu, ki je povezano z gradnjo prizidka k ormoške telovadnice. Namreč pričakovati pa izražati neki dvom nad tem, da je prizidek z tribuno zavožen projekt in podobne izjave, kar jih je, zato ker so ohranjene stebri telovadnice, pomeni nepoznavanje gradbeništva, statike, pa ne naših možnosti. Mi smo res, da v idejnem projektu proučili tudi to možnost, pa potem ugotovili, da bi mogli praktično celo zdajšnjo športno dvorano podreti, če bi hoteli narediti neko novo rešitev brez podpornih stebrov. Zato smo se seveda, da smo izpolnili pogoje, ki jih je pred vami novinarji tudi povedal gospod Boris Novak kot skrbnik pogodbe, odločili za takšen prizidek, kot je sedaj, ki je racionalen, ki je ekonomičen in je funkcionalen in smo ga seveda predvsem zmožni plačati. Pogodba za ta prizidek je bila podpisana v višini 1,27 milijona evrov, če pa bi šli v gradnjo celotne nove telovadnice, v te gabariti, kak je to sedaj na razpolago, pa bi seveda bilo 4, 5 ali pa še več milijonov, premalo. Tega vsekakor občina nikoli ni imela, pa ne bo imela, zato je seveda rešitev takšna, kak je. Zdaj, na podlagi tega, da so vidni ti stebri, reči, da je ta projekt slab, je milo rečeno, po moji oceni, nepoznavanje projekta, bi se mogli ti, ki to izjavljajo, sam projekt poglobiti, da pa nismo imeli sreče pri izboru izvajalca, to je podjetje VG5, to sem pa že sam v fazi gradnje večkrat povedal in ni nič novega. Ampak jaz, kot aktualni župan, takrat nisem mogel dejansko nič narediti, kajti rok dokončanja del se bo iztekel z februarjem letošnjega leta. Po tem roku pa lahko recimo gospod Matej Hebar, ki je, razumem in si predstavljam, da odličen pravnik, lahko nastopi in se opravi prekinitev pogodbe z tem podjetjem VG5 in se uvede v posel pač nekoga, ki bo to zadevo dokončal, če očitno niso ti v stanju tega projekta končati. Rad bi povedal še to, da ko smo mi na občini podpisali pogodbo z VG5, z tem podjetjem, ki je bilo pač izbrano v skladu z zakonom o javnih naročilih, da je takrat to podjetje imelo že tudi podpisano pogodbo za gradnjo ormoškega prizidka. In jaz sem takrat celo seveda na podlagi referenc, ki so jih mogli k prijavi priložiti, preverjal na občini Radence, tam so nazadnje gradile in dobil sem odgovor, da je to pač korektna firma. In tudi izjava gospoda župana, da to podjetje z nabiralnikom v Ljubljani seveda ne drži. Če bi se malo pozanimal, bi me lahko vprašal, me nič sicer po volitvah ne vprašal, mi smo v tem razpisu zahtevali, kar so mi že takrat nekateri rekli, da na revizijskem postopku ne bo vzdržalo, zahtevali smo, da mora imeti podjetje, ki se bo prijavilo na ta razpis za gradnjo prizidka k ormoški telovadnici, najmanj 8 zaposlenih. In pridali so pogodbe z 8 zaposlenimi gradbenimi inženirji.
To so dali potem v prijavi, ko smo to preverili, smo potem ugotovili prek naše razpisne komisije, da izpolnjujejo vse pogoje, potem pa so se seveda začele težave, kot so se začele. Zdaj še samo dve stvari okoli tega. To, da je prišlo do zatekanja v obstoječo telovadnico, gledajte, to ni kriv. Niti naročnik, niti prejšnji župan, niti zdajšnji župan, niti nadzorni, to je enostavno ena in pa edina krivda na izvajalca. Mi smo se v tej fazi tudi potrudili, naredili poročilo, da je sanacija, ki jo je naredil izvajalec, neustrezna in na samem tehničnem pregledu, ko bo do njega prišlo, bo seveda trebalo s tem poročilom nastopiti in od izvajalca zahtevati, da parket v telovadnice popravi tako, kako je to potrebno. In še naslednja stvar, ki bi jo rad povedal, pisati pa govoriti o tem, da se je naredila škoda zato, ker ne morejo rokometaši notri trenirati, pa da otroci ne morejo imeti v telovadnici telovadbe, je sveti Bog. Saj ni bil naredi sam prizidek. V okviru tega projekta 1 200 000 je bila izvedena tudi nova streha na telovadnice, je bila izvedena energetska sanacija telovadnice, je bila izvedena nova ventilacija na telovadnici, nova razsvetljava na telovadnice, novi način ogrevanja, prepleskali so se vse stene v notranjosti, popravile so se tribune, tako da vse to je bilo zajeto v tem projektu. Res pa je, da noben projekt ni popoln. V vsakem projektu pride malo do odstopanja, zato tudi moraš imeti v fazi gradnje projektantski nadzor in podjetje B-Plan, ki je projekt delalo, je seveda v tej državi, koliko je meni znano, gradilo že večje projekte za večje investicije. In res pa je, še enkrat povem, da pa pač tu nismo prišli z njihovim odgovorno vodje gradbišča skozi. To je bil en gospod Branko Mudrinič, ki ga trenutno ni več, so ga pozneje odpustili, začeli so se problemi od vsega začetka, imeli smo zelo težke koordinacije, zelo dolga usklajevanja od samega začetka. Jaz sem se jih udeleževal tako dolgo, dokler sem pač imel pooblastilo v funkciji občine kot župan za to, po tistem več ni še nikdar nič ni povabil, nihče nič ni vprašal in najboljša metoda za, bi rekel, tudi povišanje stroškov in tako naprej je tudi menjava, do katere je prišlo v občini Ormož. Najnazadnje slišim tudi, da direktor občinske uprave, ki je zelo sodeloval, to več ne da upravljal in tu se znajo potem še do konca pokazati eni veliki problemi, kjer se bo seveda poskušalo s prstom kazati na bivšega župana, ampak jaz bi še enkrat povedal, volitve so mimo. Zdaj je trebalo začeti delati za naprej, ker vedno, ko s prstom kažeš na nekoga, 4 prsti kažejo nazaj, v sebe. Zdaj je trebalo pokazati rezultate. Sam ta rebalans, ki ga imajo danes delovna telesa pred sabo na mizi, to še ni noben rezultat. To so pač eni mali računski popravke, malo bi rekel, so razdeljene neke drobtinice, neke nagradike za volitve, za podporo. Vsak je dobil tam po 5000 evrov za neko svetovanje in kar pač teh projektov bo, vse ste si verjetno lahko to pogledali, kaj je vse to, ni pa to nek rebalans, ki bi res pomenil neko temeljito spremembo in pa neki drugačen kurs razvoja v občini Ormož, kot je bil v preteklosti. Toliko o tej zadevi. Če boste imeli še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril, če bom vedel. Sem pa se pravim sklical tiskovno konferenco z tem namenom, da sporočim vsem tem, ki so sedaj na oblasti, da so volitve končane. Če pa bodo kaj potrebovali, gledajte, jaz sem pripravljen pomagati. Zelo me žalosti, da se več ne bo delalo na Jeremičevem mlinu. To ni samo moja kaprica, to je ohranjanje nekega odnosa do naše kulturno-tehnične dediščine. In če mi tega zdaj v tem trenutku, vse smo že tako 20 let prepozni, zdaj ne bomo naredili vse, kar je kmetijskih predmetov in tega bo s časoma to vse zginilo in več ne bo kje kaj dobiti.
Zdaj smo imeli kar dosti tega naplaniranega, ampak tu se je zdaj to stavilo. Ne vem, to bom še tudi danes povedal pred vsemi na seji, skupni seji vseh odborov občinskega sveta, če jim bo uspelo priti do tega, ker imam en zdravniški pregled ob 4. Ja, jaz bi se samo želel dotakniti te zaskrbljujoče informacije z začetka tega tedna, namreč o prenehanju funkcije dosedanjemu vodji občinske uprave. Zadeva je zaskrbljujoča zaradi tega, ker lahko to pomeni v bistvu vzorčni primer, kako se bodo podobne stvari reševale nadalje v naši občini, kar bi bilo za občino Ormož izjemno slabo. Namreč na delo gospoda Ledinika ni bilo slišati nekih kritik. Z njegovim delom so bili zadovoljni praktično vsi in zato je toliko bolj zaskrbljujoče, da tako na vrat na nos v bistvu pride do zamenjave, praktično kot strela z jasnega, bi lahko rekli. In dejansko to daje neko zelo čudno sporočilo vsem, ki v tej naši občini delajo dobro. Namreč, če ne spoštujemo dobrega dela, potem kako se bodo dobro potem počutili ljudje na svojem delovnem mestu in kako lahko od njih pričakujemo dobro delo. Tako da jaz upam, da govorice, da je šlo v tem primeru za sprostitev delovnega mesta za neko določeno osebo, da to ne drži, da bo oseba, ki bo zasedla to mesto po gospodu Ledineku, enako usposobljena z podobnimi referencami, kot jih je imel on, da bo vedela nadaljevati njegovo delo, ker če temu ne bo tako, potem bomo pravzaprav vsi občani naše občine prej ali slej občutili posledice takega delovanja. Namreč, kjer je treba delati strokovno, je pomembno samo to, kako človek dela, ali dela dobro ali ne. To, v kateri stranki je blizu trenutni oblasti ali ne, to mora biti sekundarnega pomena. In v bistvu mi smo že takoj, ko je prišlo do zamenjave, napovedali, da bomo zelo pozorni in zelo občutljivi na to vrstne zadeve in dejansko v skladu z tem našo napovedjo tudi sedaj delujemo. Hvala lepa. Pa mogoče še samo ena zadeva, ki je to bila večkrat rečena, da se pri gradnji hostla ni mislilo, kako se bo s hostlom potem naprej upravljalo. Jaz se s tem izjavom moram reči, da čudim, zato ker mi smo iz tega razloga ustanovili Zavod za turizem, kulturo in šport. In jaz sem tudi imel že pogovore s človekom, ki je hodil si to zadevo gledovati, ki bi operativno skrbel za ta hostel. Zadeve sem kot take tudi gospodu Brnjaku predstavil, mu povedal, kako približno vidim to zadevo. In tudi v proračunu, ki ga je pa že novi občinski svet sprejel, so bila zagotovljena sredstva za 2 zaposlitve. Ena, ki bi seveda bila zadolžena za te zadeve okrog hostla, pa ena, ki mora biti, če ne bo, potem je projekt bo propadel, to pa je turistična destinacija Jeruzalem. Tako da, zato vidim, da je v proračunu precejšnja vsota denarja za to kolektivno znamko, ampak rad pa bi sve vedel odgovor, če se razmišlja, če se je v tem času kaj delalo na tem, da bi prišlo do nekoga, ki bi kompetentno to področje pokrival, vse tako dobro, kot je to počela magistra Karmen Štumberger. Ker če ne bo, potem smo res zapravili 1 leto pa pol dela za nekaj, kar ne je dalo uspeha.
Sledi še nekaj minut, ki jih namenjamo športu. Med drugim smo pripravili prispevek z rokometne tekme med Ormožem in Krko v Novem mestu. Pozdravljeni. Rokometaši v NLB ligi so odigrali tekme 17. kroga, kjer so največje presenečenje za zmago v celjskem Zlatorogu priredili rokometaši Trima iz Trebnjega. Drugovrščeni Riko je doma ob 6 golih Ormožana Gašperja Horvata s 31-27 ugnal Loko. Derbi kroga v Mariboru so z le golom prednosti dobile Velenjske Ose. Za zmagovalce je Ormožan Miha Kavčič dosegel 5 zadetkov. Koper se je proti pričakovanjem namučil za borbeno ekipo Dolhrastnika. Dobova je z rezultatom 32-30 dobila derbi dna lige proti Sviškotom iz Ivančne Gorice. Krka je brez težav ugnala našega predstavnika iz Ormoža in mu zadala 11. prvenstveni poraz po 17 odigranih krogih. Za našo kamero smo obiskali tekmo v Novem mestu. Čeprav je Krka že nekaj časa trn v peti ormoške ekipe, smo od slednje na gostovanju na Dolenjskem pričakovali vsaj dostojen odpor. Zmagovalec je praktično bil odločen že po prvih 30 minutah igre, saj so prvi polčas z izidom 19-12 dobili Novomeščani. Podobno kot na tekmi v Škofji Loki so Jeruzalemčki tekmo pričeli porazno in Krka je takoj povedla z izidom 4-0. Ormožani so zapravili 2 sedemmetrovki, protinapad in še nekaj poskusov iz obetavnih situacij in Krka je vse to kaznovala z lahkimi goli iz protinapadov. V 16. minuti so Prleki znižali zaostanek na le 2 zadetka, 9-7, in zatlelo je upanje po preobratu. Žal se temu ni zgodilo in Krka, kjer je v prvem polčasu blestel vratar Aleksander Tomič, je pridno polnila mrežo Jeruzalema. V 38. minuti je prednost že znašala 10 zadetkov, 25-15, in ostalo je le vprašanje, s kakšno prednostjo bo na koncu slavil domačin. V zaključku drugega polčasa sta oba trenerja ponudila priložnost mladim igralcem in igralcem s klopi. Pri Ormožanih je ponujeno priložnost najboljše s 3 doseženimi goli izkoristil Matej Nidorfer. Končen izid, Krka Novo mesto 36, Jeruzalem Ormož 25 je se svojim 5. zadetkom postavil Luka Florjančič. Tako David, žal v Novem mestu, podobno kot v Škofji Loki, enostavno ni šlo. Začetek tekme je bil popolnoma v krču, 2 zapravljeni 7 metrov, nekaj zicerjev proti napadi in potem enostavno prodolom že v prvem polčasu, zaostanek 7 golov. Ja, tako kot si rekel, v prvem polčasu smo že zapravili ogromno zicerjev. Mislim, da sta bila zaostanek 2 zadetkov, mi smo pa pri tem fulali 3-4 čiste strele, če ne več, pa smo bili še vedno tu. Ne vem, kaj naj rečem, težko je kaj pametnega povedati, potem po tej napakah vseh, plus tega, da se mi zdi, da še obramba ni bila niti prava, tako da škoda, zdi se mi, da smo sposobni res dosti več, ampak nekako delujemo v nekem krču, ne vem zakaj. Ne vem, morali bomo zdaj pozabiti ti 2 tekmi čim prej in v soboto odigrati tekmo na biti ali ne biti, ker moramo nujno zmagati. Mogoče je zato v krču, ker enostavno se vsi zavedamo, da je to huda borba za obstanek v ligi. Ja, seveda, ampak vseeno se mi zdi, da smo, ne vem, kar nekaj nas je izkušenje že in vseeno bi morali, ne vem, drugače odreagirati. Res je, da nas pestijo poškodbe, da se nam res ne poklopi nič praktično. Ampak, ne vem, pol pa še sami sebe nekako ubijemo s temi zicerji in z vsem tem in ne vem, upam, da spremenimo to in v soboto pokažemo nov obraz. V soboto izjemno pomembna tekma in pa obenem že povabilo navijačem, brez njihove pomoči bo težko šlo. Ja, vsekakor. V soboto je, mislim, da mogoče najpomembnejša tekma sezone, tako da res bi povabil vse navijače, da pridejo, nam pomagajo, da nam bo lažje, da osvojimo ti 2 pomembni točki, ne glede na to, kaj bo stalo. Čestitka na zmagi, mogoče celo lažja zmaga, kot ste pričakovali pred tekmo. Ja, sicer smo pričakovali zelo težko tekmo,
Pripravili smo se tako, kot bi se mogli. Cilj je še vedno Liga za prvaka, zato moramo vsako tekmo vzeti maksimalno in mislim, da smo to vzeli maksimalno in na koncu zmaga z veliko razliko. Mogoče tisto ta glavno, zakaj ste zmagali, večja želja po zmagi od nasprotnika? Ja, ne vem, če to mi vidi večja želja, najbrž ja, no. Vemo, da je Ormož dobra ekipa, da so vedno konkurenčni vsem tem ekipam v prvi ligi in danes smo si res dosti želeli, da bi pač, ker ta Liga za prvaka nas vleče, moramo še naprej zmagovati in tudi. Dosegel si tudi enega izmed najbolj atraktivnih zadetkov na tekmi. Kako si zadovoljen? Z asistenco koga? Ja, ta podaja Raštova je res dobra, pa dosti dobro sem zaključil in to je to. Upam, da bo še veliko takih padel. Kako na vas gleda, vas mlade, trener Mirko Skoko? Ja, mislim, da daje vsem veliko šans. Na treningu se probamo čim bolj boriti, konkurirati tem drugim igralcem in upam, da bomo še naprej dobili tako minutažo, kot jo dobivamo. Osnovni cilj pa najbrž uvrstite torej v Ligo za prvaka med top 6. To je to, ja. Pri poraženem Jeruzalemu je Tomislav Balenc zbral 7, Žan-Fir Šeruga pa 4 obrambe. Tilen Kosi in Jure Kocbek sta 4 doseženimi goli bila najboljša strelca vinarjev. Na lestvici kljub nepričakovanem porazu vodijo Celjani s 30 točkami. Le točko manj je zbrala drugovrščena Ribnica, ki ima kar 5 točk naskoka pred tretjeuvrščenim Gorenjem. Sledijo Maribor, Koper, Loka, Krka in na 8. mestu Trimo. Omenjene ekipe čaka ogorčen boj za 6 vstopnic v Ligo za prvaka. Znani so tudi kandidati za hud boj za obstanek v ligi. To so Jeruzalem, ki je pri 11 točkah, Dobova, ki ima točko manj, Dolhrasnik, ki je pri 7 točkah in lahko rečemo že odpisani Sviž, ki je pri le 2 točkah. Zanimivo, da je ti 2 točki osvojil že v prvem krogu. V 18. krogu v soboto 16. februarja ob 19. uri bo pri veliki nedelji pri Jeruzalemu gostovala ekipa 10-uvrščene Dobove, ki za vinarji zaostaja le za 1 točko. Gre za derbi Začelja, kjer bodo točke štele dvojno. Ormožani v teh kriznih trenutkih potrebujejo in si jo tudi zaslužijo številčno ter glasno podporo ljubiteljev ormoškega rokometa. Tekma bo imela tudi humanitarni pomen, saj bo ves izkupiček s tekme namenjen mali Borki Neži in njeni družini Erjavec. Ormožani dokažemo, da smo sočutni do soljudi in da spoštujemo tudi našo ekipo, ki rabi številčno in bučno podporo s tribun tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan.
MZS, pravi prijatelj. Da se sjetiš nekad mene. Po nekajletnem premoru je tukaj spet veliki koncert za dušo in srce. Prepevali, plesali in nostalgično poveselili se bomo v nedeljo 17. marca ob 15. v večnamenski dvorani v Gorišnici. Za spomine na mlada leta in glasbo, ki nas je tako močno povezovala, bodo poskrbeli Joe Maračič Maki, Zdravko Škender, Ivana Kovač, Dalmatinska klapa, Mili, Melita Golob, skupina Fosili, duo Bolfeng in Sinovi Zagorja. Stopnice so na voljo v predprodaji preko Eventima in 1 uro pred koncertom. Ja nič, te bomo mogli iti, te pa je kak je. Naj se vam samo še zahvalim za pozornost in vas v našo družbo povabim čez teden dni. Pa tudi vsak večer ob 20. uri, ko pripravimo kaj novega. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.